Kaj pa hitro rastoča podjetja? Kako se spopadate s tem? Kaj je hitra rast podjetja? To blagoslov, super, raste promet, učinkovitost na zaposlenega je boljša, lahko zaposlimo nove sodelavce, super. Ampak kje so zapleti tukaj? Vsak direktor ugotovi, da v določenem trenutku potrebuje novo programsko opremo. Zaradi tega, ker je tista, ki so jo imeli, ali je že malo zastarala, ali ne sledi več protokolu, ali ne more sprejeti toliko uporabnikov, in takrat se lotimo digitalizacije podjetja, ki jo spodbuja tudi Evropska unija. Ampak kje se tle začnejo napake? Običajno prejšnji teden sem ogromno govoril o misiji, ljudje pozabimo o poslovnih procesih, o poslovni strategiji, kako mi tle sploh delamo. In začnemo kupovati nek program ali pa več njih, ki jih ima v podjetju več različnih programov, ERP, CRM, ne vem, en kup programov, ki jih med sabo ne kupujemo od istega prodajalca, od istega proizvajalca, ampak jih kupujemo od različnih programskih hiš. In potem se začnejo zapleti, ne samo, da je drago, tudi ljudje postanejo izčrpani. In kaj je hujšega kot to, da vzameš nove ljudi pri rasti podjetja in ti v 6 mesecih ali po 1 letu odidejo? Katastrofa, drago in ne koristno. Zakaj do tega pride? Pride do tega zaradi tega, ker se z poslovnimi procesi in s poslovnimi strategijami na osnovi misije, vizije in tako naprej ne ukvarjamo dovolj. Takoj vržemo nekega deležnika, ki bi moral biti strokovnjak na mikropodročju in imeti zapisane procese v sodelovanju s programerjem. Programer ima svoj svet, tale operater oziroma naš deležnik svoj svet, in ko to skupaj daš, če nimate vnaprej stvari razčiščene, ne samo, da je drago in zamudno, ampak tudi rezultati so katastrofalni. To praksa govori. Ampak pogledajte, direktor, kadar raste podjetje hitro, itak naredi najprej 3 programe, 3 orodja si prvošči. Ta prvo je, kako iskati nove zaposlene. To orodje je uporabno za HR. Ta drugo, kako onboarding narediti, kako hitro naučiti nove ljudi, da bi znali delati tako, kot mi delamo. In ta tretje, mogoče kakšno prodajno orodje, CRM ali pa kaj pod tacga. In tukaj se zgodi napaka, da imamo en kup enih programskih orodij, ki nam delajo nevoljo, zamude, ljudje so res nesrečni, ko morajo uporabljati te stvari, zaradi tega, ker procesi niso prilagojeni oziroma programi niso skladni s procesi. Zato predlagam vsem, ki imate hitro rast ali pa ocenjujete, da boste hitro rasli. Ukvarjajte se z ljudmi, s procesi, z načini dela. Ker vsi mislijo, da digitalizacija se začne s tem, da kupimo program. Digitalizacija se začne veliko prej, zaradi tega, ker ljudje lahko program sprejmejo ali pa ga zavržejo. Sprejmejo ga samo takrat, kadar so del njega. In zavržejo ga takrat, kadar jim povzroča težave. Procesi, poslovna strategija in potem program. To je najcenejše. Veste, hitra rast podjetja meni tako kot hitra vožnja z avtomobilom. 2 napake pa te z ovinka ven vrže. In seveda, če so nekateri programi že zastareli, jih je treba zamenjati. Ampak vrstni red je važen. Najprej ljudje, potem orodja.